pazi, V12 biturbo 835 konjev. Koliko leti? Dej reči eno cifro, stari, pa sebe ti tudi, da ne bomo vam Jaz bom rekel 345. Dobro, to si vedel. Ne, dej, fuck off, stari. Ja, kaj zdaj? Noč, Sebatom Cirilo pripravljamo na to, da bo v tem podcastu vedno več motorističnih vsebin. Ne v tem, v naših podcastih. V naših, ja. Ne samo v tem, ampak v naših. Ja, vse super. Toplejši kot bo asfalt, Ciril. Več se bomo tudi na 2 kolesih vozili. A ne Seba? To si lepo povedal, zelo porimano. Kaj, bomo kolo kupili? Ne, on ima votano. Ne sem votana, jaz sem bil danes s timom s Kijenci na vezi, pa so se že pogovarjala z unet električno tudi, kaj ne me. Aha. Do, ko ga lahko furaš, je rekel, vse to bomo itak še prišli, ampak kako smo organsko zalaufali, ne? Ja. A veš, te so, ki so zaprti na 11 kW, a.k.a. koda 125, pa če boš pa želel, mislim, če boš naredil izpit, pa boš upravičen do več kilovatov, ti jih pa pol odpre, ne? V bistvu lahko pa tako poveš, ne, da ti se boš vozil z unim 11 kilovati, mi dva pa z vsem ostalim. Ne? A je pol to lahko switch on off, ni, ne? Čeprav ne vem, kako je pri električnem, ker to pri električnem je pa res, po mojem, to nek softverski trik. Ja. To je čisto softverski. Ja, se tudi ista mašina. pri unih, ampak na servisu ti morajo to narediti. Mi dva lahko malo več, ne. Je pa res, da sem sebi to tako malo po bratsko fovšne. A veš, Ciril, kam se sebi odpravlja? Ma stari, jaz to vse vemo, to si že par mesecev. Seba gre na... A se lahko reče, da greš na rob Himalaje, stari? Ja, pod vznožje, ali kako pod se vznožje. reče. Pod vršace gre. Ja. Pod najbolj slikovite, pa na trenutke tudi najbolj razrite ceste, pa na najbolj razgledne ceste, pa sebi, ki je prav harlejist, se bo presedel na indijskega Harleja, ne? Royal Enfielde. A res? Royal Enfield. Dej se pa povej sploh, kam greš, ko po moje Pa grem v Katmandu, Nepal, to je pod... naša tura bo šla proti Annapurni, se pravi, čez tiste prelaze se bomo peljali z motorji, v bistvu nek trekking v Himalajo z motorji. No? Jaz mislim, da bo to ena zanimiva dogodivščina. Grem sicer prej še za par dni v Indijo, in čeprav sem rekel, da ne bom šel nikoli več v Indijo, ker Indija je pa ne da je drug svet, tretji svet, sem nekako pojedel to besedo, pa grem. Ampak ja, tega se pa veselim, moram reči, da imam malo respekta, zato ker mislim, da se bomo peljali tudi čez 1-2 na viseča mostova. To bomo pol pokazali, pa bom probal tudi kaj postati pa to. Tako da tistega me priznam malo strah, pa vem, da ne samo mene, kako bo pa tam, pa ne vem. No. Seba na unem mostu moraš z eno roko voziti, ko bomo dali zraven kamera 360. Moram reči, da nisem jaz. Mislim, ne, da bi se bal višine, ampak če bi mogel pa po robu hoditi na neki stolpnici, pa ne vem, če bi to zvozil. No. Koliko visoko bo pa peljala cesta? Mi ne bomo šli neki pretirano visoko, se pravi do 4000 metrov gremo. Z motorjem na streho Mont Blanc, sploh ne visoko. Ja, no, mislim, da na 4000, mislim pa, da je tam najvišji prelaz, gre pa čez 5000. Jura, zgledal je že ta severja. Ja, nore z bajkom po stari, to je pa to je ena, ne vem, on take krasne reportaže dela na Instagramu, to je odbita severja brat in pol, jaz sem komi čakal, da prije naslednji set gor. Veš, nič napisal, nič sam, da je bo tukaj z mano, glej, veš, fotke, videi. Ja, noro. Res zabavno. Ko bom jaz probal malo prčarati tega, kako je tam. Pa rekli smo, ne, če mi bo uspel, pa upam, da se bomo potrudili, da bomo malo zalaufali tudi naš TikTok. Ne. Ja, bomo videli, da me ne bojo takoj posecirali, če bo kaj kar tako gor dan ali kakorkoli, pa kaj dosti verjetno nam pisal. Ja. Bi pa da rad delil te videe pa slike, no, kaj jaz mislim, da bo kaj zapodobno. Pa nujno boš mogel tudi povedati odtise o Royal Enfieldu. To bom pa pol, ja, Jure, to bom pa pol. Jaz imam rad take nenavadne motorje. Jaz tudi. Ja. Pa se tle ni toliko motor, se v bistvu bi bilo čisto vseeno, kjer motor bi mi dal, bolj je dogodivščina, bolj je to, kam se gre, lej, Himalaja, ti veš več o teh ribih, jaz bom povedal, kakšne ceste peljajo do tega. Zato, ker je turizem se je v Katmanduju, recimo Katmandu se je zelo razvil, turizem je zdaj zelo popularen, da tako rečem tam, zato ker za nekih, jaz mislim, da so rekli, za nekih 50 do 70 tisoč evrov ti priješ na Mount Everest, pa ne rabiš biti planinc, ne? Mislim, to je
to je tako zelo močna izjava. Ne? Če hočeš, tudi če te nekdo vleče na Mount Everest, kot prvo moraš preživeti vpliv višine, kot drugo moraš preživeti vpliv temperature, tudi če si prevezan, pa te 3 šerpe gor vlečejo. Mount Everest, vsak, ki pridemo na Mount Everest, mu dam kapo dol, zaradi tega, ker vemo, da nad 7500 metrov je nepovratna cona smrti, lahko hitro. Ne? Tako da tudi vam, tvoji ekipi, morate vedeti, da nad 3000 metri nadmorske višine ni tako redko, da se pojavi kakšen vpliv višinske bolezni. Sploh pri vožnji boste tu mogli spremljati kakšne glavobole. Se gremo postopoma. Pa ko prosim te, ko boš prvič videl živo masiv, meni tako ljube in čudovite gore, 8000 napurne, da takoj slikaš in pošleš takoj, ko boš na Wi-Fi-ju. Pa poveš tudi... Misliš, da ga imajo tam? Itak, da imajo. Če je Wi-Fi že v baznem taboru Everesta, si povedal, da se razvijajo. Pa da poveš, da to je pomembna gora slovenskega alpinizma. To pa vem. Slovenci so bili na vrhu, pa ne sem to tudi smučali so dol. Brata Krničar, eden od njih je žal pokojni. Tako da kle sem ti priznam malo foš. Himalaja je streha sveta. Škaj, v bistvu me prav Himalaja, v bistvu ta višina me mal bega, zato ker jaz vem, da recimo zdaj letimo najprej v Indijo, je že 40 stopinj. Vem, da v Katmanduju je med 25 pa 30 stopinjami, ne? Ja. Pol, ki greš pa mal višji gor, se pa to eksponentno niža, ne? In vem, da je na 4000 metrih je po noč že minus, ne? Mislim pa, da na vrh, na 8800, je pa trenutno minus 36. Tako da te višine me mečka, ne, in pol, a veš... Kaj noš prelezne? Ne, to itak na ne, tudi nimam neke strašne želje, zaradi mraza, ampak ja, pol je pa problem, kako se obleč, kako se obut, veš pa tako, ne, tako da je pa ta oprema predvsem tam na cestah, kjer jih ne poznaš, ker precej pomembna, ne, ker se hitro lahko zgodi. Tako da, Jure, jaz mislim, da bomo s to napurno oziroma Himalajo zaključili, bomo to povedali kaj več, ko prijem nazaj. Ja. Da prijem nazaj, ne? Ti pa si... Jaz sem zbral eno jakno, ki bi po moje pa tep na teh cestah prav prišla. Dej, da vidim. Jaz bom končno malo manikena zašpilo. Dej, pa ti to iskati, jaz pa povedal, pa se lahko tudi sebe pove. Koncept položnice poznate, se pravi, položnica je dostopna vsakomur, ki bi rad kaj pokazal v atmosferskem podcastu. Tale bo mogoče malenkost daljša, ker vsem se mi zdi, da si kar sedemo, pa glede na to, da več o motorjih govorimo. Yogi Moto, a sem prav povedal? Yogi Moto, ja. Oni so tukaj, ne? Ja, oni so, so iz Velenja, mislim, da originalne, ja. Ampak trgovina, ena zelo velika trgovina Seba, a ti veš, da Jure ne bi mogel tega, en mesec pa ne bi mogel tega zapeti? Če smo vzela XL, pa mu je bila ful prevelika in je to zdaj L, ne? L, ja. Ja. Stari. Čakaj, je to kao summer jakna, ali kva je to? Da je to. Streči. Daj pricem, da te pošla tam. Streči je, kar je, zakaj sem rekel, da to sebi rad? Stari, v mikrofon moš govoriti. Ja, zdaj ste ga videli. Zdaj ste ga videli. Glavno lušna jakna, ni smotana. Probi, če se lahko sedeš z njo. Usedem pa tudi lahko potiskam krmilo, tako ko sem se učil petek na Vranskem. Daj malo povej. Čakaj, da najprej jakno obdelamo. Ja, pri Jogiju sva se oglasila... Kaj je to za ena firma, stari? IXS, a je to firma? IXS, ja. Švicarska firma. Spoznana. Ful udobna jakna, totalno gibljiv si. Izhaja iz enduro programa, ampak to zdaj kupujejo ljudje tudi za touring, se pravi za izlete, za potovanja. Komplet laminirana, se pravi dobro zaščitena pred vodo. Potlej streči, ne? Se pravi to udobje, ne? A vidiš? Predvsem tukaj, ne? Ja, pa predvsem tukaj, ne? Nisi ko robokopek. Pa, tole, Ciril, tu bo pa tudi tepo všeč, daj mi pomagaj. Da je kar v majk govor za voro. Kaj pa bo zdaj to naredil? Kapuca, ki jo daš lahko čez čelado tudi, ne? Kva? Ja. Ne se zabavati, stari. Oprost, meni je to vse noviteta, ker se ne spoznam na ta... Aha. Čez čelado si kle zapneš, pa še klele zahaklaš, ne? Huda fora. Zato, da ti voda za vrat ne teče, ne? Ker to mogoče se ti zdi brez veze ali pa kakor pa smešen.
Sam, ki se peleš na motorju, sam čakaš, da bo začele kapljice za vrat teči. Takrat veš, da si moker kot cucek. Ne? To pa super zaščita ramena, komolci, tudi serijsko že zaščita hrbta. Pingvin si majke mi. Čak, pa še eno, imamo caj, da še eno pokažem zelo na hitro. Kva? Še eno jak. Ne, dobro, sam povem, ta superk pride iz iste računice, ki smo v začetku govorili. Ja. Daj na hitro. No. Na hitro še ono jakno, superga bomo pa zato omenili. To je v bistvu, zdaj se pravzaprav skoraj vsak obleče v jakno, ki ga pa zebe, ampak polet se jih pa veliko, ali pa se nas veliko voz zelo pomanjkljivo oblečenih in tale jakna, ki jo pa zdaj ure oblekel. To je tako, čist rekel. Ja. Čist mrežasta, to na motorju ti nič ne pomaga. To je tako, kad ne imel nič, glede toplote, pa glede tega, ampak zaščita ima pa isto tele ščitnike in vse, tako da to je. Če si na malo hitrejšem motorju, jaz mislim, da brez tega se ne smeš usesti. Superga je pa to, ne? Superga zgleda, kot superga, ne? Ampak Jure. Meni zgleda drugače izhodov. Mislim, polk je primaš v roko, hitro veš, koliko je ura. Seveda, ta pravo motoristično obuto mora biti zaščiten gležen, kle prosim, nobenih bližnjic. Pa ti bom dal tudi Cirilu roke, da boš videl. Brizgani ščitniki noter, zelo močan čovn. Stari. Kje sem jaz zdaj čovn? Kje si ti čovn, stari? Zelo močan čevelj, čeprav ne zgleda tako, ne? In to, da so na motorju gležnji zaščiteni, res pomembno. Na probi. To sem že, Jure, jaz sem tisto odpustil, veš, nisem nič rezal ven. Zdaj oni vejo, da že drugi zdrži. Okay. Ne, res je. Jaz sem malce prehodila čez tole štacuno, tle v Ljubljani, Jogi Moto in moram reči, da izbira je res nora. Jureta sem komi ven potegnil, ampak jaz mislim, da bomo v Jogiju, dobro, tudi zato, ker so pri položnicah, bomo še nekaj govorili, ker mislim, da bojo oni imeli konc naslednjega meseca en dogodek, ki ga bomo pa tudi mi mogoče mečkam podprli, pa bomo nekaj več o trgovini povedali, mogoče tudi kakšno kodo zrihtali, če pa rabite kakšno opremo ali kaj pa lej. Drugače pa Ciril, ti za polet na voto ima tudi tule, ne? Se lahko zmenimo za kakšen test, stari. Absolutno, se bomo zmenili. No, to je okej, bomo se zmenili, bomo, ker je to, se mi zdi, da je, jaz imam ene par teh nekih usnenih jaken, ki jih ne morem nositi, ker se mi zdi, da sem kaj Robocop in jih nimam. Štekam. To je pa, si videl, koliko je taka mehka, pa to je kulno. Tako, se mi zdi, da tudi tle gre malo v korak z modo in z vsem. Ajde, pičimo dalje. Ja, kaj, fantje? A lahko kakšno novičko jaz povem? Dajmo začeti z novicami. Ker imamo ogromno stvari. Ja, ne, cool, super, the best. Všeč mi je tudi ta moto vsebina. Sem prepričan, da, ker so res koristne reči, no, stari. Jaz sem prepričan, da boš tudi ti enkrat imel izpit. Enkrat, stari, enkrat. Videli, jaz imam še čas. Jaz sem zbral 4 take wheezy novičke, ki se mi zdijo glih prav lahkotne, pa lušten fotomaterial imam. Pa dajmo začeti z najmanjšim. Hyundai Folk je predstavil avto, ki zgleda, da ima vse kojne na tem svetu, po resnici niso sploh nobenega podatka povedali. Pa na 1. aprila so ga vendali. A se zjebavaš? Ja. Ja, ne. Padel? Ne, nisem padel. Ne, ampak res so ga dali na 1. aprila. Pa ne mi reči, da zdaj govorim prvo frilsko foro. Oni imajo to na svojem media sajtu in vse. Ne, vse je. Ne. Stari, no way. To ne more biti prva frilska fora. Ja, jaz sem ti rekel, da so ga na 1. aprila pokazali. Okay. Ne zdaj v paniko pa. To je en avto, ki smo ga mi pol leta nazaj že pelali. Ja, no da povem, da sploh razložim, zakaj je ta koncept sploh zunaj. Pazi, Hyundai Instar poznamo. Mi smo bili prvi Slovenci. No, ne poznamo še. Ja, mi ga poznamo. Predstavitev bo pa zdaj je slovenska. Meni se sedno izga. Poslušajte me, no? Mi smo bili prvi Slovenci, ki smo pelali Hyundai Instarja, predvsem zaradi tebe, ki smo bili takrat na Danskem. In je lušten, mehen električen avto. Ampak jaz nisem silil. Ti nas nisi silil, ne? Sam jaz pa Jure so ga kar zapopadla. Ja. Glavno, ker smo bili na Danskem, smo mi Instarja pelali. Če kdo hoče pogledati, zakaj gre pri tem avtu, gre za mehenega električnega, ki bo tudi dostopen, štromarja. In oni s tem avtom, s tem konceptom hočejo malo hype dvigati okrog modela. Ker pač vsak produkt rab dodaten potisk in oni so se odločili, da bojo pač naredili. Jaz sem ga zato umestil v novičke, ker so pač besne fotke, ker avto zgleda čist bolano. Valjda je to render, pa to, ampak pravijo, oziroma novički je bilo, da bo čakaj, sem si zapisal, sem hotel reči v Singapurju, ampak ne, v Seulu, na nekem sejmu mobilnosti ne bi bila ta študija prikazana.
Avto ne bi navdahnila gamerska, igričarska industrija znotraj. Pač ves je bolan, čeprav vem, da to nikoli ne uresničen avto, ampak lepo je videti, da si nekdo da duška in domišljiji pusti prosto pot, kaj bi lahko iz Instarja bilo. Ja, južnokorejski avtosalon v Seulu je bil... Na domačih tleh bo. Ja, je bil glavna zvezda, sploh razstavnega salona. Ja, zdaj je ta salon, medtem ko mi snemamo, veš, 4. do 14. Ja. No, ampak v Instarju bomo, po mojem, v bližnji prihodnosti še govorili, kaj avto je bil vama toliko všeč, da mislim, da bomo za njega tudi, da se bomo z njim še malo bolj konkretno spoznali. Tudi pod podcast bomo že link prilimali, ker sem jaz naredil prvo... No, na dve, na tvoja prvo vožnjo, pa na moj YouTube video. Ja. Tako. Naprej. Pejma. Kva čem reči? Pa cena je že znana. A res? Od Instarja, ja. Koliko pa je? Koliko je že? Mislim, da pride nekaj subvencijo? 15-16. Ja, pa subvencijo, upoštevajoč subvencijo pride, meni se zdi 16.900 evrov. Kar kul, ne? To je redo. Ajde, pet naprej. Marka Jana Kirna smo imeli pred časom v podcastu, on je oseba, ki skrbi za najbolj poseben set kupcev pri Rolls-Royceu. No, in takrat smo govorili, kako Rolls-Royce vsake toliko časa naredi tudi kakšen one-off ali pa zelo take, bom rekel, omejene serije. Zdaj le imam kle na kompu, imam v bistvu fotko, ki predstavlja eno od teh. Imenuje se Rolls-Royce Phantom Cherry Blossom. Vemo, ne, japonska pa te cvetoče češnje, se to je že skoraj nerazdružljivo. No in ravno tega Cherry Blossoma je navdahnila ta japonska tradicija opazovanja teh češnjevih cvetov, ki se imenuje hanami. Drugač pa, pazi, Rolls-Royce je rabu, da je tole, a veš, pa ni sam po strehi, ne? Te češnjevi cveti padajo še pol po sedežih, pa tako. 250,000 šivov, pol leta so ga pripravljali, sam strop so šivali 3 tedne. Mislim, to je work of art. Pa prvič so v Rolls-Royce integrirali 3D vezenje. Pa še vsako predno so je pol v strop ušili, so je pol z rokam še malo pripravili v najugodnejšo možno pozo. No. Tako pač, en tak ekstrem. Dobar, se ti tudi vezalke malo obrneš, da so v redu, ne? Ja, jih je. Kaj so to reči? Zdaj, ko gledam to sliko, jaz ko gledam to sliko, pa ki si opisal, pa... Vidiš? Ja, kaj? Pa japonska češnja pa to, ne? Tako mi je pri Lexusu, da boste mogli odgovor dati, ne? Če so vam pa Angleži vzeli češnjo, če so vam pa Angleži vzeli češnjo, pa jo dali na strop... Japonski kupec je rekel, da hoče imeti svoji družini tudi pričarati občutek, da sedijo ves čas pod cvetočo češnjo. Ja, samo veš, kaj avto smo imeli, pa se prijemo pol od tega. Na testu smo imeli Kaškaja, ki ima uno faceliftano masko. Kaj pa v bistvu vzor je mala iz bojevniških ščitov samurajev, ne? Vzorc pa to. Dar se prijemo pol od tega. Pred prvo dirko F1 je Hamilton vrgel neki ven, ker Ferrari ni potrdil, ampak meni se noro dobro sliši. Več kot očitno je Lewis Hamilton napaljen nad F40, ki je verjetno Ferrarijev najbolj ikoničen model, ali pa mogoče en izmed top 3, pa zadnji vemo Ferrari, ki ga je ta star požegnil, ne, Enzo. In prav, da bi rad mogoče bil poleg ali pa pomagal pri razvoju duhovnega naslednika F40, ki bi ga poimenovali F44, vemo zakaj. In to se misliš, da best. Ej. Kaj? Kaj videl praviti, kaj je bolj cool? To, da si svetovni prvak Formule 1 ali to, da si svetovni prvak Formule 1, ki lahko pri Ferrariju rečeš, da jim narediti nogo F40. Ja. No, ja. Sej, a veš, da se razumemo, to ne bo serijski model. Ja, to bo ena posebna izvedba, tako kot je bila Monza, ne vem, SP1. To je bilo veš, ki je imel samo eno luknjo za zid za voznika. Jaz sem ta avto v Petersen muzeju v LA gledal, stari, to je ta Icon serija, oziroma serija ikoničnih vozil. Pa kaj ima še Ferrari, Monza, pa še neki. Kaj? Kar link, da je na ta muzej moraš dati obvezno. Ja. Vsake tok se splača to pogledati. Kar se tiče novičke, to skoraj to, sam še to, no, stari, Aston je dal ven najhitrejšega roadsterja, to je Vanquish Volante. Pazi, V12 bi turbo 835 konjev. Koliko leti? Dej reči eno cifro, stari, pa sebe ti tudi, da ne bomo vam pokazali. Jaz bom rekel 345. Dobro, to si vedel. Ne, dej, fuck off, stari. Ja, rekel si eno cifro. Suvereno si rekel, jaz rečem 332. Ja, 345. Zakar za 5 km/h naščije dodiči cilindri Spiderja, Ferrarija, ne? Čak pa roadster je? Roadster je, ja. A streho, ki napihuje pri teh? Ne, brez strehe greš lahko tok.
What? Ja, ti ne moreš platna cufati, stari 345, po mojem, vse razcufa. V glavnem, ja, če je to res, lej, če... Aston, Jure bo probo povedal, če je to res, bomo pa še videli. Jaz sem za vikend naredil en test s klobukom v miniju JCV-ju, tako da naslednji test naj bo pa tale vaš ta nov Roadster. Sam povej mi, kje je šel to hitro. Nardo pa klobuk. Ti bomo se z Mrgodom se bomo povezali, pa boš tja v letu. Ej, vikend. Ja, ki je Jure Mini omenil. V glavnem, atmosferci smo imeli eno tako cool šanso, ker to se pa vse ne zgodi pogosto. Na zadnje, takrat, ko smo imeli 3 Peugeote iste, podobne, se spomniš. V glavnem, pokličejo z Minija, pravijo, mi imamo 4 različne Minije, ker imajo glih zdaj to, bom rekel, mini ofenzivo, zdaj končno cela ta njihova flota je prenovljena. In smo atmosferci imeli za vikend, pa tudi še dlje 4 Minije, pa smo rekli, kva ćemo zdaj narediti. Pa smo se pogovarjali, kako je zdaj, ne da je flota osvežena, to je dolgočasno, ampak kako so si v bistvu Miniji res ful različni. Smo rekli, dajmo eno forum narediti, pa neki video posnet, ki ga že nekaj časa nismo, sicer bo to reel na Instagramu. In smo na kup spravili 4 Minije. Eno je bil Countryman, ki mingrede ga je posodil Jörg Zupan, šef z zvezdico. Možakarskega Minijamo. Nismo nič pogledali v prtljažnik, če je bilo kinot. Stari nič, je bila pa njegova slika personalizirana na zaslonu. Jörg, nasvidenje, vsakeč, ko smo ga imeli. Jörg, dober dan. Ampak ima hud spek, črn Mini, mislim, črn Countryman, meni je bil res fajn, pa dizel stari dela, tako res je. Pa je to še Mini? Ma Countryman je že kar maxi, ne. Sam mi je všeč, ima pa Mini vibe, ne glede na vse. No, pa smo imeli pa Mini Acemana, ki bomo tudi mogoče enkrat drugič se ga bolj podrobno lotili. Acemana se bomo lotili valjda, tudi zato, ker smo mečkan zaradi nas je tukaj uščipnali BMW Slovenija. Zdaj povej zakaj. In ga je v bistvu pravzaprav zaradi nas so pripravili oziroma registrirali še enega Acemana, čeprav imajo že testenega, pa so dali še enega ven, zato ker smo se pač atmosferci spotaknili. Moram reči, da sem se jaz spotaknil, ker ste vi tako navdušeni prišli iz slovenske predstavitve, kjer ste meni prodali zgodbo, da tale Mini Aceman lahko dobiš za 25 ur. In ker sem šel jaz po prejšnjega testnega Acemana iskat, sem valjda jaz najprej pogledal, koliko ta Mini stane in je bila cena 53 ur. Sem rekel, kdo zdaj mene tle? Sem imel pa hude Feltne gor. Ja, Feltne je imel, ampak vem, ne moreš za 20 ur za Feltna. In potem smo se mi tudi o tem že v podcastu pogovarjali in mačkam so zastrigali z ušesi, da tako rečem, pri BMW-ju, pa so bili malo, ne bom rekel jezni na nas, ampak pač ne. Jaz se razumem in tudi absolutno moramo povedati, da je avto 53 ur bil za to, toliko, ker so dali noter vse, kar Mini ponuja. In nekako je taka ideja, da se v te avte da, testne avte da vse, kar lahko firma ponudi in potem lahko to pokaže novinar oziroma se da probati. No, ampak da je pa tudi cena tista, ki avto prodaja. In jaz moram reči, da če bi jaz lahko zbral med tistim Minijem, pa med tem Minijem, bi verjetno zbral tega, ki ga imamo zdaj za, mislim, da subvencije in z vsemi popusti res pride 25 ur. Ma več pride, ker nekaj opreme so mu dali. Ja, ampak popust tam... še popust ja, bije. Ne, tako da... Skratka, zagotovo je pod 30,000 evri. No? Ne, definitivno je. In vprost, jaz sem ti hotel reči, jaz delim mnenje s tabo, ne? Ker mene je tale, bom rekel, normalno opremljen Mini za relativno dostopno ceno, ne? Me je res zelo navdušeno. Stari mene tudi. Ja. Prav cutie pie od avta je. Ampak glede na to, da ga meni nista dala zavozati, v bistvu Ciril, ti se itak nisi v tem vikendu, ne? Ja. V tem vikendu si se prelepo na njega, kada si imel lepil na rokah, ne? Moram reči, da večino časa sem preživel S-u, ki je super cool. Ja, jaz moram še povedati, kva so druge dva avta. Ja, no se bom kar jaz povedal, ker si ti pač tok zapopadal onga, ne? Navaden S, ne? Trivraten. Mogoče je ta po tej prenovi, ki je Mini doživel, še najbolj minijevsko zgleda v primerjavi z prejšnjimi Mini. Pa smo imeli pa še enega... Ker se pa jaz čisto zaljubil enega. Cabrio, John Cooper Works. To sprav, 4 Mini so bili Countryman, Aceman, klasika, trivraten Cooper S, pa John Cooper Works Cabrio Edition, ki pa Jure si rekel, da si... Ja, to je spet en... Lej, v svetu kabrioleti izumirajo, ne? Zakaj pa izumirajo? Izumirajo zaradi tega, ker je vreme vse bolj ekstremno, ne? Včasih si imel stabilno jesensko... Mi že to smo bolj pragmatični. Ne, eno z drugim je, ne?
Ampak, lej, jaz mislim, da Mini tak vibe, kot je, taka znamka, kot je pa absolutno mora ostati branik platnene strehe. Poleg tega pa ta avto je tak hot hatch, tak go-kart, ne. Jaz, veste ljudje, da nisem tišač, da pred tiščanje, bom rekel, surove zmogljivosti postavljam kakšno drugo avtomobilsko lastnost. Ampak, lej, ta avto je tak, ne, zgleda malo pobalinsko, tak blokovski otrok visokega razreda, bi mu jaz rekel, tekač prostega sloga, plus, da ima tak karakter, veš, kada bi v nedeljo malo v cerkev hodil, pravzaprav bil ministrant, pa skos na greh mislil. Na koga me spominjaš? Kaj je bila že Zvezde plešejo? Ne vem, kje. Kim. Ne, Ja. Kim. Ne, a una tale, ne? Ja. Nika Urbas, no. Nika Urbas. Ma, Zdaj Nika si Urbas. začel. Kim, stari. Zdaj si začel tako. Ja. Ja, hud je, no, ampak moram reči, da je meni tudi hud. Lej, pa čeprav jaz sem imel prejšnjega John Cooper Worksa, sicer s trdo streho, pa moram reči, da se v avto pač je bolj analogen, bolj je lep, boljši feeling, kar se tiče tega pobalinstva, da tako rečemo, ampak tale ta nov Cooper je pa tako tak. Če bi dal pisk. No, Ne, pa še eno stvar moram povedati. Skočite na naš profil na Instagramu. Ne? In na Instagramu. Jure, tako je Inster. Ja, Ti boš imel Isterja, mi pa Insterja. Ja. Pa če sem dolensko izgovorjavo tega socialnega omrežja. Ti samo eno črko premalo rečeš. Ja, pač Instagram mu rečem. No, daj No, povej, kakorkoli, daj nehita zdaj vidva, mi težiti s tem Instagramom. No? Pejte, skočite na naš profil pogledati. Jaz sem naredil en test s klobukom, zato ker me je glih misel na te klimatske razmere, ne? Ker ta vikend, ko smo mi snemali, soboto smo mi snemali, je bilo v Beli krajini 24 stopinj. Naslednje jutro je... Da si ti ribič, stari. Koliko je imela riba med očmi? 20 stopinj je bilo, Jure. Ne, 24 je bilo vse meč. Ja, sem ti si bil nervozen, ker smo imeli časovno stisko, sploh nisi na termometer gledal. Me po kabriju je več kazal kot tvojem električnem. No, pa je pa zjutraj zapiskal kar zgodaj za Cirila tudi Viber, ne, in jaz tako pogledam sliko, ki je poslal in v Mariboru sneg pada. In se jaz obrnem in čez okno svoje spalnice pogledam in pri nas tudi sneg pada. In pa sem rekel, evo, zdaj grem pa jaz pogledati, kako deluje vetrna zaščita pri temu kabriju miniju in no, poglejte reel, da ne bom besed zgubljal. No. V glavnem, mi smo s temi 4 miniji snemali en video, ampak jaz pa moram nekaj reči. Ne? Seba, ti si v bistvu ful dobro povedal. Ti avti so vsi ful zabavni, ampak se mi zdi, da za vsako novo generacijo, tako kot recimo pri M2, je še nek dodaten filter. V bistvu avto se bolj drži, ampak malo manj čutiš, se mi zdi. Ja. In moram pa nekaj priznati, kar bo mogoče zvenelo kot kontroverzno, ampak sem se prepričal, da res govorim, mogoče ne prav, ampak da sem prepričan v to, kar jaz verjamem. In sicer, da sem jaz v ovinkih vse najbolj v Acemanu užival. Pač zdel se mi je, da je v tem avtomobilu, kar se same lege tiče, da je največ enega old school minija, kar je ironično, ker vsi imajo motorje na notranje izgorevanje, ta je pa štromar, pa se mi zdi, da sede v ovink in da je tako odziven, krasno, ker mogoče unedva kljub vsem ostalim atributom, ki jih imata, mogoče sta mečken pot. Moram reči, da ja, jaz sem se veliko vozil za tabo in se mi zdi, da se je res, veš kaj, verjetno te ta elektrika lepš potegne ven iz ovinka, Tudi, ja. Mal daljša med osnaje, ne, kakor v tem S-u, s katerim sem se jaz večino časa vozil za tabo. Nimaš občutka, da greš hiter, pa sej lahko se peleš hiter z vsemi mini, vsi imajo go-kart mode, a ne? Vsi. Ampak ja, ta Aceman je, lej, moram reči, da mi je ta, ki smo ga zdaj dubali, me je kar mal prepričal in mi je všeč, pa ne zato, ker je zdaj polcnej, ampak zato, ker zdaj ga mal spoznavamo, bom rekel, z tiste osnovne ali pa iz kora ven, pa je kar kul avto. Sam to pomeni, da je v osnovi zares dovolj to, kar ponuja, ker ta v bistvu ima dodatno opremo neke malenkosti pa feltne, ne? Ja, ta ima res malo. Samo še ena zgodbica, gremo naprej. Krasno se mi je to zdelo, da en dan tlele sem v pisarni, ne vem, glih parkiram minijat spodaj. In jaz tle se šetam na telefonu sem in vidim, da 3 čičoti, bom rekel, med 50 pa 60 let stari čičoti. Zdaj upi, da so med 50. Ja. Hvala, Ciril.
hodijo okrog Esmena in ga gledajo stari, kadaj ne vem, stari s Swarovskimi kristali posud, kadaj je nekaj nenavadnega. In jaz odprem okno pa rečem, gospodje, vas zanima, ga odklenem. Pa tako, kaj je to za en? To, ta nov mini, pa jaz tako Aceman, pa on tako, ja, vem, to je Aceman. In pa on iz prve reče, koliko je to, 40, ne? 45. Kaj 45? Pa se čem ne, subvencijo lahko tudi 25 in iskren odziv gospoda je bil manj posnet, se lahko dam, reče, ne me jebat. Tega, če vzameš subvencijo, ga imaš lahko tudi za 25. Ne me jebat, ja. A veš, če ti rečeš, mislim, tako, to je že, rabaš takšne avtomobile, pa kdaj pokazati tudi, kaj je lahko tudi v podn možno, ker ljudi to absolutno fascinira, ker mini je na nek način, mogoče ne glih zdaj, čeprav z temi novimi mini, tudi po materialih, je znamka, ki si lahko malo sem pa tja prpne tudi oznako premium. In ta avto za tak denar... Sej v bistvu roko na srce, mini je mogoče celo najbolj premium avto v tem segmentu. Mislim, že zaradi zgodovine, zaradi nostalgije, zaradi brenda, ki nekaj pomeni. Če lahko dobiš pol, recimo, za 25 jurjev električen avto, pa da je to še mini za povrh, to se mi zdi dobra zgodba. Pa še v družini ni najmanjši, ne? Ne, seveda ne, ampak hočem reči, da veš, tako je premium, ne, ker neke stvari so premium, ne bom noben podvozje za začetek. Ne more oporekati tega, ne. Ampak tudi ta, ki je zelo osnovn, moram reči, da mene je navdušil bolj kot za 50 jurjev. Mene tudi. A lahko še preden gremo na domače? Mater, ampak niso vinku z JCV-em. Jure se Belo krajino je spojil z JCV-em. A to si ti šel, ok? Ja, pa sva šla z Mašo nazaj v Ljubljano in... Sta šla po dolini reke Krke? Kje si šel po istih, ko smo šla mi s Cirinom? Ampak pa sem šel pa v Ljubljano, tudi sem išel odpeljati, zato ker mi je tisto res ljuba cesta, pa sva šla pa z Mašo v Ljubljano in res tak... mislim, poslednji tango, no. Ni poslednji, jaz mislim, da ni poslednji. Je pač navdušil me, no. Jaz mislim, da ni in tudi boš videl pri domačih predstavitvah, ni še konc pravih avtov. Drugače pa sam prejem gremo na domače, še en shout-out Opel Mokki. Mi smo naredili en cool video, mislim, meni se zdi, da je cool. To ste vi povedali, šli smo se Whisper Challenge. Apple CarPlay, happy. Apple CarPlay, Android auto. Apple, happy. En zabaven video, to greste lahko na Instagram povedati, ampak predvsem, kam je bilo, Moko smo imeli tudi na testu. No. Všeč mi je, da ne glede na to, da Opel je, nam rekel, obsojen, ampak veš, Opel par let nazaj je pomenil nekaj drugega, tudi v smislu razvoja, vemo, kakšen štirikolesen pogon, pa Insignia, pa to, tako. In zdaj pa pač so v tem koncernu, kjer so, kar ni nadslabka, se to tudi pomeni nižje produkcijske stroške generalno, ampak všeč mi je to, da Moka ali pa da Opel uspe iz enega modela potegniti največ in ustvariti neko razliko v primerjavi s tesnimi bratranci, sestričnami, Peugeotu, Citroenu in tako naprej. Fiatu. Ja, in veš, Moka je dober dizajn, je recimo meni všeč, facelifta naj bila, predvsem pa pri teh Oplih, tudi pri Astri stari, ne, karavano in navadni, kar nekako čutiš to višjo stopno stabilnosti, a se peleš hiter ali pa v zavoju. Pa ne, da je ful hitrejši, ampak jaz ne vem, feeling imam, da je avto bolj stabilen. Ne vem, zakaj ovinkaraš. Na tej Stellantisovi osnovi se pač Opel pele najboljši. Ja, jaz tudi tako mislim. Pa se oni ne pelejo slabo? Ne pelejo se. Ne pelejo se slabo, kle se vseeno vidi, da Opel je ob spremembi lastništva zgrabil in ogradil tisto, kar pač je nemško, in to je v glasitev podvozja, bom rekel, tudi smerno stabilnost na avtocesti se pri teh avtomobilih pozna. In mene je Moka res, na primer, zelo navdušila, kar se tiče voznih lastnosti. Res me je. In tudi avto, tako kot dobro zgleda, se tudi pele. Ne? Veš, kaj se mi zdi, da je Moka je v tej Stellantisovi skupini je bila mislim, ne Moka, Opel nasploh je bil malo odrinjen na rob. Vsi ne vejo, kako pa kaj, ne. In se mi zdi, da so tle oni še malo bolj zagrabali, malo bolj rokave zavihali, pa naredili res dober avto. Jaz moram reči, da že Astra se meni zelo dobro pele. Ne, tudi stari. Meni je Astra top stari. Tok dober, pa tok enostavno hiter, se že dolgo nisem pelil s kakšnim avtom, ker pogledaš na števce, rečeš, wow, vse to pa greš bistveno več, ker se tako lepo, tako smut se pele in je res cool. In Moka isto, ne.
Včasih je bila to res ena taka pač kapelca, zdaj pa je to en super avto, glih prav velik, tako da za marsikoga super. Ne smemo pozabiti že od generacije nazaj Opel in luči. Ful dobro svetlo, ful dobro dela, Jure, če se bom zmotil, delali so jih tudi v Helija, ne? Zdaj jih mislim, da ne več, ampak so jih. In zdaj te nove matrične Legerometike so svetijo super dobro. Še ena stvar, ki mi je ful všeč v notranjosti, zdaj so končno malo poštimali tudi umestnik pa zaslone. To je meni kul, prej je bilo mogoče mečkant, kot tudi v Astriji, mogoče to šepa, ampak zdaj se te posodobitve vsega sistema in zemljevidov, če je navigacija noter, vse delajo prek brezžičnega omrežja, se pravi preko mobilnega omrežja pa oblaka. Se pravi na posodobitev nadaljavo. In tudi recimo ta Moka ima lahko že ChatGPT, tako da jaz mislim, da je to zelo uporaben avto, zelo kul, povrh vsega se pa še ful dobro pelje. Pa bistveno boljši je ta nov EDCT menjalnik. Jaz tega menjalnika nisem najdel na levi nogi, dosti hiter, dosti natančen, pa predvsem pač ta hibridni koncept z 48-voltno napeljavo, pa mislim, da je 21 kW dodatnim elektromotorjem generatorjem, pač pozna se pri porabi. S tem avtom se z lahkoto peleš tam za 6,2. Tisti defenzivni vozniki, varčni vozniki bodo pa sploh, kadar je mesta veliko, bodo pa z lahkoto šli po cestu, brez kakšnih hudih trudov. A smo zdaj že na drugem Oplu, na domači predstavitvi? Pa dajmo malo lufta narediti, pa gremo na kakšno drugo prej. Dobro, pa dajmo malo vmes. Gremo na mednarodno. A zbil ki? Ja, jaz sem bil, ja. A ja, veš kaj še? Zdaj pa ti seba, ne? A grem jaz, grem kar na Kam greš ti? Grem na, ki je že glih omenil 21 kW motor, grem jaz na en avto, ki ga ima tudi. Kje si pa bil ti? Kam si že šel to? Toskana. Aha, oba so bila v Italiji pa. V bistvu, sam da ti še malo naprej. Ja, daj ti povej, no. Ampak jaz ne smem povedati vse, dajmo dal to, ne, čist prezgodi. Ne smem povedati vse, kaj sem videl, ker sem videl nekaj, kar bo kar zanimivo, moram reči, da dobro zgleda, kako se bo pelil, bomo videli. Kdo te je pa povabil? Stellantis. Ne, šel sem na eno Jeep predstavitev, se pravi, prihaja en nov Jeep. Vozil sem pa enega, ki smo ga tudi žiranti z Evropski avto leta zbrali za avto leta, ker me je že takrat avto totalno navdušil, sicer v električni različici, zdaj smo peljali pa končno avto, ki sem ga sicer takrat že takoj na začetku, ko sem bil na Poljskem v tovarni v Tihiju, prav rekel Tihi, ki so nam ga pokazali, se pravi Avenger 4XE. To je malo bolj terensko naravnan Avenger, se pravi 21 kW motor tudi na zadnji, električen tudi na zadnji osi, kar pomeni, da so pripravili 4-kolesen pogon, hibriden pogon, benzina 1.2 plus 2 21 kW električna motorja, skupaj 145 konjev. Avto se pele presenetljivo dober, celo za njih, ki so ga naredili, so rekli, wow, to se res dobro pele. In se res, mi smo se pelali po neki pač off-road tak, kakšen pač bil. Ampak po enem hudem blatu, ker so v Firencah imeli težave z ramenom, imeli so tudi poplave in to je bilo kmalu potem. In moram reči, da sem bil ful presenečen, tudi oni so bili presenečeni glih zaradi tega, ker je avto izjemno lahek, ni težek, ni nek klasičen 4-kolesen pogon, ni večnih baterij ali ne vem kaj, tako da super dobro se pele, imajo malo italijanskega šmeka, ker te Avengerje vsem delajo pri nas, oziroma v Evropi, v Italiji, ima malo šmeka, se pravi, tri opreme so na voljo, od tega ta najboljša je The North Face. Kako dobro zgleda. In ful dobro zgleda. Tako da, moram reči, da je bil meni avto, vsakeč, ko se usedem v ta avto, mi je kul in to mi je fajn, da vem, da sem jaz glasoval takrat za njega in vsakeč znova dobim potrditev, da je to dober avto. Cool. Si ti predlagal svojim kolegom v Evropskem avto leta, ki vi doskrat vidite avto, pa ne smete nič povedati, pa ko ste bili v tovarni Tihi, da bi imeli uraden komad Evropskega avto leta himna, da bi bila v dolini Tihi. Ja, prosim, Ciril. Ne, nisem, to je pač prednost pa slabost tega, da nekatere avte vidimo res zelo prej, kakor je sploh avto pride na trg ali pa kakor je sploh dovoljeno o njem govoriti.
pa mogoče, da izkoristiva, zakaj so ti embargi sploh pomembni oziroma zakaj jih sploh uvajajo. Večina znamk uvaja embargo oziroma ali pa ga postavlja zato, da bi bili kolikor toliko enako fair do vseh novinarjev. Včasih smo šli na predstavitev, pa je itak si potem čez teden, 2, 3 ali pa kakorkoli. Nemci pa Angleži so imeli prvi vse. Oni so imeli prvi, vsi ostali smo pa čakali, oziroma ko smo prišli na vrsto, oni so pa medtem že vsi prej objavili. Ne? Zdaj je pa to malo drugačne. Zdaj se pa informacije, ki se ti na predstavitvi jih lahko takoj razširiš, lahko daš na Instagram, lahko daš pač na internet, kakorkoli, in zaradi tega so zdaj te embargi tako postavljene. Tako da jaz imam tudi le še en embargo, ki je mislim, da do 6. maja, takrat bom lahko povedal še malo več stvari. Ampak ja, tako se pač, zato so te embargi nastali in pač tako je. Vedno lepše storije delaš, veš, sem ti povedal to. Gremo naprej. Gremo naprej. Jaz sem bil tudi v Italiji, v Rim me je povabil Mercedes. Mercedes je izpeljal eno tako neverjetno razkošno, impresivno predstavitev, ker je to v resnici njihova največja predstavitev letos. Spravo pokazali so prvič v živo novo generacijo CLA. Spravo so vse budžet od letos dali to, stari believe you me. To je pa hudovno. Je bila to avtomobilska predstavitev, je bila Mercedes? Tiske ne ve, ne gre pogledat. Kaj si naredil? Kviki je v bistvu vlog, zdaj sestavljam, pa še ne bo objavljen, ampak se bomo opozorili na, ko pride. Lahko rečemo avtomobilska predstavitev, ampak ne, ni bila, zato ker že prizorišče je bilo Gala dogodek. Prizorišče je bila ena vila Miani, lahko greste pogooglati. To je ena krasna vila z razgledom na, praktično cel Rim. In tudi tako, ta oder je bil kot nek teater s tistimi rdečimi zavesami. In tudi ljudje, ki so bili vabljeni, sem dobil informacije o kakšnem razmerju. Ponovadi je večina avtomobilskih novinarjev, razen mogoče na kuprenih predstavitvah, ki je vse več influencerjev. Tukaj je bilo pa kar pol, moram reči. In tudi tukaj se je videl, kako se je Mercedes izprsil tudi z budžetom. Prav, da te prekinem. Ti si pol šel v obe skupini. Jaz sem šel bil avtomobilski novinar, pa še influencer. Ja, točno tako. Drugače pa, da bi zdaj izpostavil, zdaj mi noben na pamet ne pride, no? Ampak tale will.i.am je v bistvu itak sodeluje z Mercedesom. S našim rojakom si se srečal. To itak povem. Will.i.am je bil tam Ice Spice, Romeo Beckham, kupenih influencerjev iz modnega glasbenega sveta, tudi bom rekel priznanih ljudi na svojih področjih, ki pač niso avtomobilski novinarji, pa ne da zdaj so to neki abrvezniki. Tako res se je čutilo to po opravi in tako naprej. In tudi po predstavitvi. Tudi atmosferci bil tam, ne? Atmosferci, seveda. Jaz od vseh unih ljudi, ki sem videl tam, sem Cirila poznal. Od kom zdaj to več pove? Ja, to več pove o nas. Will.i.am sem tudi jaz prepoznal. Tega si ti prepoznal. No, čakaj, da povem na hitrco. To je bila v bistvu prva predstavitev, nismo avto še peljali. Seveda sem tam srečal tudi Roberta Lešnika, je malo povedal, kaj je šlo. Dajmo začeti z eno hecno stvarjo, ki mogoče niti nihče ne bo opazil na prvo žogo, ampak ta CLA je zvezda v maski je drugačna kot običajna zvezda pri Mercedesovih maskah, oziroma na splošno običajna zvezda. Vemo, kako izgleda, ne? Pač 3 kraka. Tukaj pa, če boš izbral električno izvedenko, ker možno bo tudi hibridno, pa prijemo pol do tega, boš imel lahko, oziroma je to kar serijsko pri električnemu, da je osvetljena maska. Zdaj, najbolj hecno je to, da ta maska, ki je osvetljena, jaz moram reči, da meni je všeč, ampak odziv je bil pa na netu, na Facebooku in drugod izrazito negativen, kada je mogoče preveč kičasta pa tako. Jaz pravim, dajte počakati, da avto prije pred vaše oči, pa se boste mogoče pol spet isto odločili. Se tudi BMW se svet. Zgleda res impresivno pa zanimivo, ker je, bom rekel, stotine, pa njih toliko malih Mercedesovih zvezdic sveti. Ampak, veš, hec je, zdaj je ta trend, da se osvetljuje maske ali pa se jih obroblja in da je vse več svetilc spredaj. Ampak pri logotipu je pa pri zakonodaji tako, da logotip, če je osvetljen, ne sme presegati površino, kada preko 100 kvadratnih centimetrov.
In zdaj, pazi, ta Mercedesova zvezda, če so želeli, da je osvetljena, so osvetljeni samo kraki, ni pa osvetljen tudi krog. Ker če bi bil osvetljen tudi krog, bi to presegalo to površino 100 kvadratnih centimetrov. In zato, ker boste videli električnega CLA in njegovo osvetljeno masko zvečer, boste pozorni na zvezdo, ker je tudi oblika drugačna. In Mercedes je moral na novo, Robert in njegova ekipa so morali na novo narediti eno različico zvezde, da so lahko to implementirali v avto. Da niso dali petokrake not. To si čakal, zdaj le cel čas. Ampak kdaj ga bojo pa lahko videli? Kako to misliš? Kdaj pride? Ja. Mislim, da poleti. Rekel si, da ko te videli. Mislim, da poleti. Plus, ne pozabimo, mogoče sam par podatkov. 800-voltna infrastruktura, pazi, zdaj napeljava. Avto bo mogoče nafilati, stari v 10 minutah doseg povečati, seveda, če bo baterija pri tem razmeroma prazna, za 325 km. To je že tudi kar podatek vseeno. Sam je kle velik čejev. Seveda, vse se mora poklapati. To velja in za Ionika, in za Porscheja, pa za Audija e-trona, pa za vse tiste, ki so sposobni se filati s 300. Tu sam rečem zato, ker vemo, da te polnilne moči moramo imeti z zrncem soli. Absolutno, ampak če še eno novico navržemo. Pred časom je dal BYD en info ven, in sicer, da so že naredili avto oziroma solid state baterije, ki jih bo imel njihov naslednji avto noter in se bo filil za 1000. 5 minut za 400 km. 5 minut za... 5 minut za... Ne vem. Ali pa, glavnem blazno hiter, in to je sicer super fajn, mislim, da je 5 minut za 400 mil, ali pa 10 minut za 400 mil, ampak seveda, kje boš ti najdel zdaj 1000 kW moči, polnilnico, to je, ne vem. Je pa res, da Mercedes je eden od tistih izdelovalcev, ki zelo konkretno razvija, se pravi solid state baterije oziroma akumulator s trdim elektrolitom. Tukaj bom en link pripel, urednik Motor Revije je en zanimiv članek napisal o tem, bom rekel, svetem gralu elektromobilnosti. Je fajn prebrati, pa tudi fajn je prebrati to, da pred to tehnologijo je še kar nekaj nerešenih izzivov. Pa tu smo pa tudi videli že lani na Kenshikiju, na Toyoti, ker Toyota je tudi napovedala serijski avto z solid state baterijo za leto 2027, če se ne motim, so lepo povedali. To bo višji cenovni razred električnih avtomobilov, bo pa s tem seveda mogoče polniti, tako kot ste omenili, z bistveno višjo priključno močjo, zato ker so enostavno tudi bolj odporne na toplotno obremenitev, pa kar je najpomembnejše, kar je verjetno še bolj pomembno, da so kompaktnejše, pa izdatno boljša je energijska gostota teh baterij. Zaradi tega bomo tudi lahko začeli realno govoriti o 1000 kilometrskih dosegih. To je pa spet druga stvar, ali dejansko sploh mi rabimo električne avtomobile s 1000 kilometrskim dosegom. V bistvu rabimo, zato ker vsi se pritožujejo na tem dosegu. Stari. Rabimo pa ne rabimo, ker po eni strani naj bi to bil urbani prebivalc, po drugi strani mu pa folk ravno to napremeče. Všeč mi je, ker si to omenil, ker sem zdaj mogel preveriti, da se nisem narobe zapomnil. Tudi pri Mercedesu pustimo zdaj, kapaciteta baterije pa tako, ampak da so rekli, da ne bi bil doseg, vemo zdaj, kaj pomeni teorija, kaj pa praksa, 792 km. So rekli, to je v bistvu naš električna izvedenka v navednicah one liter car. Tako da, če bo del tega uresničen, to pomeni dobre obete. Pa še malo se tukaj zadržimo, hibrid bo tudi. Hibrid bo imel pa klasično masko. Tako da pomirimo vse tiste, ki ste se tako razburjali, na voljo bo hibrid. Mercedes je zdaj tako pravijo, da so oni razvili na novo motor. Zdaj sem pozabil tovarniško oznako, ampak gre za 1,5 litrski, ne 3, ampak 4-valni motor, kar je fajn. Z kapaciteto oziroma z zmogljivostjo 100, 120 pa 140 kW, če se ne motim. Zelo kompaktna enota, združena z 8-stopenskim menjalnikom, pa v bistvu, ki ima integriran elektromotor. In stvar je res, tako, mislim,
kar debel gledaš, no? Ker se zavedaš, kakšna prostornina ima motor. 8 ali 9? 8. Je pa res, da so ga razvili, pravijo, da so rekli, veš, zdaj to je vprašanje, ne? Je treba mogoče se še malo poglobiti, ampak Mercedes pravi, naši inženirji so ga razvili, izdelovali ga bomo po sodelovanju z Geelyjem, tako da nastaja bo na Kitajskem. Tako da bo najbrž se še ta motor v kakšnem avtomobilu pojavil iz tistega konca. Geely pa vemo, koliko je velik koncern, kaj vse pod njih spada. A veš, pa tle pa še kakšen Volvo pride v kombinacijo. Ampak to, kar sem zdaj rekel, je totalna špekulacija. No? Hecno je pa, da smo že vozili 1,5 litrski turbomotor od Geelyja. Ja, no, se mogoče je to osnova, ki je Mercedes priredil pa prilagodil, ker so zaslutili potencial. Ampak kul je v bistvu, da grejo znamke zdaj tudi mal drgam, kot sam v elektriko, da bo ponudba mal širša pa tako naprej. Ne, tako da, ne bomo zdaj omenjali še nič. Ne, jaz sem hotel še reči, apropo Robertu Lešniku, sej bomo pripeli tudi naš podcast z Robertom Lešnikom, zraven, ker on je že takrat, ko smo ga gostili v Brlogu, povedal, da se pripravlja te nove stvari, ne. Tudi, kar se tiče elektrike pa hibridov. Ne, jaz se bom zdaj sam vsem, ki nas gledajo, upravičil v imenu vseh nas, pa v imenu Jureta, a boš res pripel? Jure, daj ne pozabiti, ker ene parkrat rečeš, boš pripel, pa vedno pozabiš. Dobro, to je res. Ja, a mi že bi si morali mi to zapisati zdaj malo. Ja. Fajn bi bilo, ne? Naslednjič bomo začeli malo pisati. Ker ti toliko informacij daš, kar je super, ne? Ampak daj, da nas ne bo kdo napičil, ste rekli, pa niste dali. Ne, jaz bom pripel članek o solid state baterijah. Blaž MB, YouTube Lešnik sem napisal. Isterja, ja. Lej, solid state baterije, jaz sem bil tudi že 2 leti nazaj v Londonu na Nissanu v razvojnem centru in so jih tudi rekli, da jih bojo začeli leta 26 že ugrevati oziroma preizkušati. Tako da rečemo solid state, da čisto poenostavimo, pol večji doseg, pol nižja teža, kar v končni fazi pomeni res velik preskok naprej. Če se bo pa to res zgodilo, bomo pa videli. Jaz se bom sam še malo Rimberg vrnil, ker se mi zdi, da 2 stvari bi rad še omenil. Ja, pa zdaj le en detaljček, veš, da bo Mercedes, se mi zdi, da ne to delati, Jure, ki se sliši. Prva znamka na svetu, ki bo imela noter en del sredinske konzole oziroma en del notranjosti, ki bo glavni gradnik bo papir oziroma konopla pa recikliran papir. In iz tega bo dejansko sredinski greben. Jaz sem to malo pošlatil, pa tako, ne vem, koliko je občutljiv na nohtke, pa te reči, ampak zgleda ful lepo. In tako, nice, no, itak gre to v sozvočju s tem, pač pazimo na naravo in tako naprej. In tu sicer sedeži, reciklirani materiali, reciklirana plastika. Vse več znam, kdo uporablja. Moram pa zdaj, da si me spomnil, veš kaj lahko pri Jeepu tudi ne bo več usna, ne bo ga več mogoče dobiti, sprav pri Avengerju, ampak namesto usna bo seveda neko tekstilno usnje oziroma umetno usnje ali kakorkoli. V teh 4XE pa lahko dobiš tudi sedeže, ki so izdelani iz ene posebne plastike, ki jih lahko v bistvu upereš. Cool. Tako da sem to, ki si jih omenil materiale. Še ena stvar, s katero je Mercedes posegel visoko nad povprečje, po resnici ni povezana z avtom, ampak je z njegovo predstavitvijo. Najprej bi pod avto črto potegnil. CLA je zanimiv, o njegovi obliki ne sodijo vsi posebej. Zelo ima specifično armaturko, ki je mogoče meni malo preveč na igračkasto gre, ker pač tudi vidiš, kdo je bil vabljen, pa to vidiš, kam ciljajo. To je tudi, bom rekel, en najbolj, oziroma zdaj vstopni, najbolj dostopnih Mercedesov. Nam rekel, da je avto za dame, ampak je pa avto, v katerem je zagotovo duh današnjega časa, vpliva social medije, a veš, tretji zaslon, kot smo danes videli pa Audi Q5, pa ko smo testirali Q6, pa Mercedes, a veš, tako je, tak bom rekel, nam rekel, da je noter tudi malo PlayStation feeling, ker je bilo tam 7, 8 ali 9 CLA-jev potem razstavljenih za pogledat. Lahko je zelo fin avto, lahko je pa tudi mrzke, lahko narediš iz tega avtomobila. Tudi Italijani so 3 kolore jih dali, rdeča, bela pa zelena. Ne, hotel sem to reči, da se mi je prvič zgodil, da sem bil priča predstavitvi tehnik in tehnologij povezanih s podvozjem, z materiali, z drugimi komponentami, da sem imel gor od Apple, kva so že stari te 3D. Ta je VR očala. Ja, stari, to je pa next level. Pač se v resnici slabo. Ne, nič mi ni bilo slabo. Vse, veš, vmes sem snemal vlog in vse, ampak hočem reči, veš,
v prostoru, kdo je bil brez očal, si ti imel klasiko, si imel ta novo njihovo platformo z obema elektromotorima, ker lahko imaš samo, se mi zdi, da spreden pogon, pa če doplačaš dodatni elektromotor, večjo zmogljivost, doseg in tako naprej, še elektromotor na zadnji osi. Ampak hočem reči, tam si videl 4 gume, podvozi baterija. Stari, daj mi očala gor. Kar naenkrat vidim, da začnem mahati po prostoru, zbiram določene točke. In kako se je meni tisti elektromotor razstavil, pa sestavil in kako se je vse skupaj dogajalo. Jaz sem bil impresivno, ne? Pač ne morem reči, da nisem bil blown away, zato ker prvič sem jaz doživel, pa ne pravim, da je Mercedes prva znamka, ki je to naredila, ampak mi smo vsi sam debel gledali, ker je bila meni predstavljena tehnologija in vse, kar je zatem na tak način, da ne moreš to ne omeniti. A smo že kdaj prišli s predstavitve pa rekli, koliko je bilo dobro nekaj na zaslonu pokazano? Nismo. Pa če sem bil ok, to je game changer. To, kar je naredil in se tudi vidi, koliko je njih upal Mercedes polagal tega CLA-ja, ker je bilo vse na en nivo višji, kot smo vajeni. No. Tako da v resnici dobro, počakajmo, da pride avto k nam, pa bomo videli, koliko je ura, ki ga bomo pa zares testirali. Točno tako. Veš, kaj je tudi zanimivo v vseh teh virtualnih pripomočkih pa tu, ne? Jaz zadnjič sem razmišljal, ko sem se vpeljal tudi z enim zelo fajnim avtom po vinkih, ne? Se pravi Audi A5 Quattro, ki ima zdaj tudi vse te zaslone not, pa moram reči, da tudi lično izgledajo, ampak jaz sem se spomnil na BMW-ju motocikl R12, ki je imel analogni cagl, ki mislim, da doplačaš analogni cagl. To pa ne vem, a res? Ne me čisto za besedo držati, v glavnem nov motocikl, ki je imel stare analogne cagre gor. In jaz mislim, da bo samo še vprašanje časa, kdaj bodo tudi, bom rekel, pri takih tehnološko naprednih znamkah, pa vozniških znamkah na željo za kupca ne sem vrnili retro grafiko na zaslon, ne sem vrnili retro grafiko na zaslon, ampak tudi ponudili možnost, da boš pa doplačal analogne cagre. Cool, vse to je dobra novica. Ja. Pa mislim, da se to že da, da Kitajci že ponujajo to, da lahko zbereš tudi analogne. Oziroma pri nekih nadgradnjah, oziroma, a veš, na nekih straneh, kjer dokupuješ dodatno opremo, si lahko zdaj umisliš že, da dobiš analogne nazaj. Cool. Vse pa ti imaš pa še eno novičko, vidim. Ja, jaz sem pa še eno novičko, zdaj sem se spomnil, ker sem šel malo mednarodne predstavitve, kje smo vse bili. Moram reči, da sem jaz bil v Španiji, v Barceloni, tja grem zelo rad, na eni znamki, ki mi je res všeč, zato ker sem z njo od začetka. Vem, da smo, ne vem, več kot 10 let nazaj so nas povabili, da so nam pokazali logo, ki se mi je takrat res del, pa zdaj ful smešen, v bistvu kitajski, ne? Decepticon. Ja, Decepticon. Zdaj pa je v bistvu ta Cupra znak čist nekaj vsakdanjega, radi ga vidimo, radi se vozimo z Cuprinimi avtomobili. Takrat je znamka nastala kot neka športna znamka, zdaj se malo transformira v električne avte, ampak ostaja športna znamka in če jo takrat, ko smo mi začeli s to znamko, oziroma ko se je ustanovil, jo je Luca de Meo ustanovil, ne? Luca de Meo je pol zapustil znamko, ker je šel pač k Renaultu in zamenil ga je Wayne Griffiths, ki je v bistvu bil zelo podobno energijo je prinesel, zelo dober zanos in vse. In moram reči, da tudi na tej, jaz sem bil to dobrih 14 dni, 3 tedne nazaj, na letni konferenci od Cupre je o znamki govoril, vse je pozitivno, vse je super. Glede na to, da je bila letna konferenca, pa da se to tiče tudi španskega gospodarstva Cupra, ker so vlagali veliko v razvoj znamke, ne, pa predvsem so vložili veliko v tovarno v Martorell, kjer bojo sami proizvajali baterije za dva zelo pomembna avtomobila, ki prideta, se pravi Raval pa ID2, ne? In je bila to res več 100 milijonska naložba, se je to zelo veliko tiče tudi španskega gospodarstva in Barcelone nasploh. In so ga tam fantje tudi med drugim vprašali, kako on vidi svojo prihodnost v znamki, ne? In je on pred vsemi nami rekel, da se on počuti zelo v redu, da zelo uživa v znamki. Znamka je napovedala, da bo do leta 2030 vstopila na ameriški trg. Zdaj zaradi carin bo mečkaj počakala, ampak se ima še čas, mogoče takrat že Trumpa na več spet. No in je tudi on Wayne rekel, da bi zelo rad si želel, da bo zraven, ko bo znamka stopila na ameriški trg
in da se v Kupri počuti dobro in da če bo dočakal penzijo, pri Kupri na noč narobe. No, in 31. marca je odstopil. Tako. To se me zapovedati. Ja, mislim, ne smejim se temu, ampak res je hecno, kako se včasih stvari obrnejo praktično čez noč. Ne? Ja, avtomobilski svet je pač svet hitrih sprememb, hitrih radikalnih sprememb, pa tudi na drugi strani svet tradicije. Tako da vse je možno. V avtomobilskem svetu se vse zgodi, tudi tisto, kar misliš, da se je že zgodilo, se mogoče nazaj v rekord spropele ali pa kakorkoli. Ej, par domačih imamo, par slovenskih premier za avtomobile. A gremo po velikosti, pa z najmanjši začnemo, za foro. Sam jaz ne vem, ker sem tukaj najslabše pravim sebe, da upam, da mi Si lahko... Saj si bil. Vem, ampak vidim, da si nisem dosti zapomnil, ali moram pa malo na telefon pošpegati. Kia je pripeljala novega Pikanta. Oziroma, je to ne, nov je, vse je nov. Ne, v bistvu je na nek način je vse en facelift, ni čistnov. Se mi je naroden, sam tok ima drugačen ksiht, pa z lučmi so malo probali poenotiti z drugimi Kiami. Ja, luči, v bistvu je največji preskok na zunanjosti je glih pri lučeh, sprednjih, zadnjih. Sprednje so lahko zdaj tudi v LED podobi, niso pa serijsko, niso LED, pa notar je pač precej izboljšav glede kokpita pa tega. Pa zdaj sem se spomnil, ta Kia Picanto je že od 2017 na trgu. Sam se so dobro rekli, stari, če en koncept gre, pa če imamo možnost narediti spet neko nadgradnjo. Se meni se neumno zdi, da včasih, ali pa da to ne naredijo večkrat. A veš, no in Volvo XC90 je bil stari, zdaj predno je še kar ustraja, že koliko 9, 10 leto. Pač najdejo nek koncept, ljudje to kupijo, ker je zanesljiv avto ali pa da je v redu avto in pičimo dalje. Se v bistvu je zanimivo, da je ta avto odzuni točen 20 let. Mislim, da 2004 je prišla prva generacija, točen 20 let in zdaj je prišla ven, da tako rečem, 2017 tretja generacija, zdaj je nek facelift. Drugi. Facelift te tretje generacije, jaz mislim, da največja prenova ali pa sprememba je precenjena. Ja. Ta avto je včasih stal krepko po 10 určkov, zdaj pa to. Zdaj pa se vam tle napisal, 1.0 je 16.999, ampak 14.999 v akcijski ponudbi. Se pravi, če se odločiš za tale early grab. Kaj, Jure, kje si? Zdaj sem razmišljal, ko vedno, ko da Kia cenik slovenski ven, imaš tako enih 40 postavk in bolj, ko greš računati, ne bom nič rekel. Lej, veš kako je, v bistvu je tako, no. Sej ne smemo biti krivični, vsak avto najde svojega kupca in vsak kupec ima svoj avto. Lej, Kia Picanto, jaz je verjetno ne bi izbral, ker mi je res majhna, ampak nekomu je pa glih ta majhnost všeč. Avto dobimo zelo kmalu na test, pa se bomo sami pripričali. Vse mogoče pa delamo krivico. Ne, sej spoh. To avto je na trgu, prenovljen, ponuja neke rešitve, ki pač sopadajo v korak s časom in to je to. Pa še en fun fact, jaz mislim, da je bil Kia Picanto prvi malček z ogrevanim volanom, ampak lahko, da sem se zmotil. Možno. Takrat, ki je vam prišel prvi. Jaz sem hotel prej reči, da pač Kia in slovenski cenik je rahlo zakomplicirano. To pa možno. Mogoče z razlogom. Mogoče. Naslednji po velikosti je pa Opel Frontera. Opel Frontera tudi ni več to, kar je bila, kje pa je še. Mustang imamo, Yamaha, imamo pri Fordu, danes sem vozil tega Caprija, pa ga bomo drugič pokrili, ki je tudi slovenska premiera. Frontera je pa pač zdaj malo manj oglata, lahko je električna, lahko je hibridna. Pa je mogoče celo bolj oglata, kot je bila v njej. Ja, mogoče, Kakor jo vzameš, kakor gledaš. Je pa to pač produkt Stellantisove ponudbe, ne? Jaz moram blulati, dajte zrihati tole Frontero. Pač cestni terenc, ki se pa še kupiti Audi. Cestni terenc, ki res nima nič samonosno z letvasto šasijo nekdanje Frontere, ampak to tudi nima smisla objokovati. Avtomobilski svet se je spremenil. Drugač dolga 438,5 cm, po dolžini se uvršča med Moko pa Grandlanda. Ne? In kar je pa najbolj pomembno, da so na teh, bomo rekli, dokaj skromne centimetre postavili 7 sedežev. Ja, na željo je Frontera tudi 7-sedežnik, prilagodljiv, v bistvu zelo, mene presenetil, zelo prilagodljiv tloris.
Ok, 6. pa 7. sedež bodo sta bolj za otroške postave, ampak na tej dolžini je to vsekakor dosežek. Pa naprimer v prtlažnik grejo od 460 litrov naprej, se pravi, če pa ti zice podreš, pa 1600 litrov. Ja, pa na voljo je v vseh pogonskih različicah, vključno z električno, ne, pa podoben oziroma praktično enak bencinsko-hibridni pogon kot Moka. Ne. Kar je pa klele zelo zanimivo, je pa glede na velikost avtomobila, glede na opremljenost avtomobila, glede na to, kar vsaj ta avto ponuja, so pa mene kar presenetle te dostopne cene. Ne. In sem si klele prav označil na telefonu, ne, prej sta omenila ceno, ki je pikantno, no, za 19.690 evrov, ne, ti dobiš vstopno Opel Frontero. Ne. Naprimer za hibridno 145 končki dobiš pa za, čakaj, da klele pogledam. Daj poglej, pa po mikrofon povej. Dobiš pa za 26.990. In tu je edition izvedba, ki je full opremljena. Kaj pa elektro? Oziroma ne, zlagal sem se. GS 145 konjev, električni Frontier Edition, GS pa staneta 26.990 oziroma 29.490 evrov. To se pravi elektrika. Ne? Ja. 23.690 za 23.690 pa dobiš ti najdražjo blago hibridno različico. Ne, tu se mi pa zdi, da je ta velikost avtomobila s tako opremo, s takim pogonjem učinkovitim, je pa dobra cena. Ej, ful si se razpričal, čeprav nisi bil tam. Gremo naprej. Jaz pa Sebastian sem bila danes na slovenski primeri enega novega Audija, Q5 oziroma Q5 Sportback. Sem malo da pojem, tale jabuh. Jaz sem naredil en hiter krog. Na nek način v osnovi zelo podobna izkušnja kot pri Q6, s katerim sem posnel vlog. In ko sem ga, spoiler alert, ful pohvalil, ko meni je bil Q6 stari, kako se pelje, kako malo porabi, glede na to, da je 2,3 tone težek. No, v glavnem, Q5 Sportback je nov, je nižji, širši, pa je mečkan daljši kot predhodnik. Lahko je dizel, vstopna cena se mi zdi, da je vstopen motor je 2.0 TFSI, 150 kW, ampak to dobiš preden pogon, če povzameš isto 2.0 TDI dizla, 150 kW pa dobiš quattro zraven. Pa zdaj cene ne vem na pamet, ampak mislim, da je med obema 53, čakaj samo, ker sem prej, ko sem video snemal, sem 26 ponavljal, ker mi številka ni šla v glavo, sem je bilo kar naroden, pa sem bil sam tam na polju. Čakaj, se bo. Ne, se ti kar zdaj pojem, ne. Vstopen benziner od 56-260, dizel TDI quattro je pa 58-450, pa dobiš quattro za to. Ja. In zakaj je zdaj v bistvu najbolj oziroma zakaj je ta model toliko pomemben za Audi? Zato, ker je to najbolj prodajan Audijev model v že zadnjih nekaj let. Ne samo najbolj prodajan avto v Evropi, tudi drugod po svetu, recimo tudi v Ameriki, se največ Audijev proda Q5. Ja, v letu 2024 je bilo od vseh prodanih Audijev 17% Audijev Q5. Zdaj v osnovi ne bomo šli pregloboko podatke. Huda fora mi je bila, ki je prinesel Bojan Lenič. Je prinesel, veš kaj, ta avto ima serijsko to dvojno akustično steklo. Ja. In zato doskrat slišimo. Ne? Ampak je prinesel eno, bom zdaj tukaj vstavil video, pa prosim, kdor posluša to na audio platformi, dej ne gre na YouTube pogledat, ker je prinesel eno škatlico z enimi kuglicami noter in na koncu imaš, na enem skrajnem koncu imaš običajno steklo avtomobilsko, na drugem strani pa dvojno akustično in potem premikaš to in kuglice padajo na eno ali pa na drugo steklo, kakšna je razlika v zvoku, pa seveda tudi termalne prednosti, varnostne prednosti in tako naprej. Dobro posluši. Akustično, običajno. Ko kdo reče, da ima dvojno akustično steklo, je to ta razlika. Kar se Q5 tiče, kaj mi je bilo zanimivo, v osnovi imaš lahko, pride še plug-in, to polet, pa prihodnje leto pride še ta močen dizel 3.0 V6 TDI. Ker bo tudi, mislim, da bo tudi SQ5, bo, ne? Ja.
predvsem pa funkcija na zahtevo mi je bila zanimiva, zato ker to je neka stvar, ki spet ni čisto nova, ampak je bila zanimiva slišati, ker Bojan zna to tako dobro pojasniti. Ja. On je tudi en človek, ki bi ga bilo treba v podcast spraviti, pa da se malo govorimo o kakšni tehniki, tehnologiji. Veliko smo o lučeh govorili. Ne? In je rekel, da pač ti tako lahko zbiraš mrske, serijsko imaš let tehnologijo, ne? Ampak ti lahko že dokupiš, ne vem, za mesec ali pa za pol leta lahko dokupiš matrično funkcijo pri žarometu, ne? Da se prilagaja. Ali pa lahko dokupiš za določen čas ali pa za zmeri lahko dokupiš, ne vem, drugačne opcije pri ambientalni osvetlitvi. Kupi enih stvari, ki so tle lahko čisto drugače, kot smo bili običajno prav teh vaj. Ja, to je pač prednost te nove tehnologije. Ne? Včasih, tako kot si avto skonfiguriral, tazga si imel in to je bilo to. Ja. Zdaj pa v bistvu ti lahko kupaš avto in klukaš, to bi imel, to ne bi imel, na koncu priješ s ceno pač na tisto, kar si jo ti želiš. Mogoče kaj daš stran, zato ker je pač previsoka ali pa ne vem kaj. In tak avto kupaš. In potem, ko ti rabljen ga prodaš, lahko nov kupec si avto spet malo pojača, da tako rečem. Ne? V bistvu lahko odkluka par stvari, unese nadaljavo za kup in v bistvu avto poboljša, da tako rečem, ali pa mu doda več funkcij, če to seveda hoče. Ne? Tako, to se mi zdi pa res ena taka stvar, Cool. Drugače pa serijsko je kleno zmeti, lahko pa tudi zračno zmetenje, pa tako naprej. Pa pol vse, kar k tem pride. To je to, kar se audio tiče. Jaz pa sva šla pa zadnjič v Vitanje, kjer sva šla v bistvu pogledati eno novo izvedenko Defenderja. V resnici je Land Rover Slovenija naredil en event za kupce, pa tudi za novinarje. No. Pa so se zelo potrudili pri izdelavi enega tacga blago zahtevenega off-road poligona. Ampak predvsem smo šli tja zato, da smo videli avta, ki jih je Land Rover v Sloveniji zdaj 2 prodal, pa ne vem, če še kakšen ga dobijo, ki jih bo v celi Evropi 900. Land Rover Defender Octa, jaz bom rekel sam V8, pa vse kojne na tem svetu, koliko smo rekli, 635, nekaj takega. Dva Slovenca sta ga prepeljala v domačo garažo, a ga še bosta. Mislim, da enega je že, enega pa še bolj. Ja, tako. Ta Octa je čist bolan, ampak mi smo šli pa pol z dizelčki, pa z drugimi smo se šli pa mal pelat, pa kakšno feltno popraskat. Defender je kar luštno avto, no, tako. Moram reči, da v bistvu že odkar vozimo te Land Roverje, odkar se podajamo na neke off-roade, pa to v bistvu Land Rover, pa ne bo to ali Defender, ali ne vem, spomnim se, že Freelander je bil relativno dober plezalec, ampak glej, Defender, Discovery, pa na koncev tudi Range Rover Sport, s katerim sem jaz v Maroku šel en tak hrib, ker sem rekel, da to pa ni mogoče z avtom čez zapeljati, ker peš sigurno ne bi čez prišel, pa sem z avtom prišel čez, tako da to so avti, ki so sposobni premagovanja terena tazga, ki si ga mi ne znamo predstavljati. Si pa jaz tudi ne znam predstavljati, da bi kupil avto za 100 evrov, pa bi ga pa v kamne noter zapeljal, pa lejpis. Razen če bi bil Land Cruiser. A gremo lahko na teste. Dej, sam še eno slovensko imamo. Še največji avto, ki nam je ostal. Kjer? Volkswagen. Ja, Jure. Tyron. Ja. Ne, pa čakaj, še eno imamo pol od Volkswagena, nimamo. Kombi. Še transporter. Ajde. Jure. Rekli, da gremo po velikosti. Ja, se ve, ampak veš, da jaz sem pozabil na una dva, pa smo šli vseeno očitno. Kar dober, ja. Malo si skočil z Defenderjem. Ja. Ampak glede na to, da je Defender lahko, da si ga lahko umisliš tudi samo s 3 vrati, ne, ker sicer meni malo hecen zgleda, da bi ga malo od zadaj manjkal. Meni je ta full cute. Pa s tem smo vozili. Dobro, pa ti si malo poseben pomajhan. Ja, to je zdaj za me. Ja. S tem s 3-vratnim smo imeli izziv. Smo imeli v bistvu progo med stožci, tak čist lahek poligon, pa so nam čez prednjo šipo dali nek material in smo morali na kamere voziti in smo se malo novinarji pomerili en z drugim. Pa za nagrado je pa najbolj uspešen, najbolj natančen, pa najhitrejši je domov odnesel eno, čak sem malo, daj se pa peti poiskati, tam je gor na hodilniku. Tako da atmosferce so zastopala sebatom, pa so mi to nekje v roke porinili. So rekli, daj, da v mikrofon povem. To zdaj ti v bistvu hočeš se pohvaliti, da smo atmosferci dobili nagrado za zmagovalca. Jaz se sam držim, jaz voziti nisem šel, ne. In zdaj, če jaz nisem vozil, pa imamo zmagovalca tle, ne. Yeah. Jaz mislim, to lahko rečemo, Ciril, sej to, te pa že poznajo, da te kar precej v hlačah in dobro stisneš na gas, tle pa še možgane, malo napel pa učke in je pometel s konkurenco. Ja, vozil iz glavo končno, ne. Ja. Ja, no sej, lahko tudi tako rečeš.
tako da, neki... Stari, ne znamo ga pogruntati, ker se mi zdi, da je neki noter, ampak zato, da je tak strdi, da se ga lahko tudi malo po tleh vrže, pa da preživi. Ja, tule bomo razdrli, fanti, da vidimo, kaj ja, to je pa Jure. V glavnem Tyrone je ponovno pri nas, kako? Ja, Tyrona, ampak pred Tyronom je še en bolj pomemben. Ne, smo rekli, gremo po... Pa ne pa ure na avto, prosim. Ja, Tyrone je dosti drugačen, da noče biti Tiguan Allspace ali pa podaljšan Tiguan. Drugač po merah je identičen, praktično identičen, po medosju čisto identičen svojemu uspešnemu češkemu bratrancu. Lahko ti ime poveš, pa greš naprej. Kodiaku, ne? Škodi Kodiaku, ne? Skratka, avto, ki je prišel... ki bo v bistvu na nek način je prišel tudi zamenjati Turana, ki se ga zaenkrat še da dobiti, ampak pol ga bo zamenjal Tyrone. Skratka, avto, ki ima na voljo prilagodljiv tloris s 7 sedeži, ima ogromen prtljažnik, 2 tone pa pol težko pri kolcu lahko vleče, ima priključno hibridni pogon, ima klasičen dizelski pogon, ima 4-kolesen pogon še vedno, se pravi tak klasičen, srednje velik cestni terenec, ki je Volkswagenu manjko. In Jure, to je to, ker v tem avtu bomo mi še kaj povedali. Ja. Je pa to avto, zaradi katerega sem jaz iz Danske vozil 15 ur na mesto 8, ne? Ker bi ostalo mogo ti voziti, pa si pač pančku, zato ker si šel pelat Tyrona. Ja, pa bom tudi ti poslal link, Ciril, da ga boš ti pipnil zraven. Pišem, stari, kad dogaš na naš. No, zdaj pa si prišel, Jure, na račun, zdaj pa še zadnjo slovensko predstavitev obdelamo, ki smo jo namenili za ta podcast. Zato pa lahko rečem, da je praktično mogoče celo najpomembnejša letošnja Volkswagenova novost. Se vidimo! Transporter, ki je sicer po družinskem poreklu mačkan zavil iz rodovne knjige in ni nobena skrivnost, da je skupaj razvit s Fordom. Prvič v zgodovini tega modela, to je 7. generacija. Stopa iz družine, ne smete misliti, da je Transporter zdaj isti avto kot Multivan, ne? Ampak seveda je Transporter ohranil vse tisto, po katerem je bil znan. Na voljo je celovita ponudba karoserijskih oblik, nadgraden, potem imamo potniško različico, ki se reče Caravela, potem imamo Kesonarja, potem imamo furgona, potem imamo Karpana, pa kombija. Karpan je tisti, ki ima tudi vzad sedeže, pa še obrtniško. S starim Karpanom smo šli mi na Dansko? V bistvu smo šli z Multivanom Karpanom. Dobro, s Karpanom? Ja. To pa, kar je še zelo pomembno, pogoni. Pa Pan Americana Edition, se pravi terenski Transporter, bo tudi na voljo, se pravi Transporter je še obdržal 4-kolesni pogon. Iz Fordove družine ni DSG, ampak je klasičen samodejni menjalnik. Pa kar je zelo pomembno, seveda imamo električni pogon, imamo dizelski pogon, pa imamo priključno hibridni pogon. To je pa to. To je pa to, v bistvu, zdaj Mrckašan je rekel že prej, pa tudi kasneje zdaj, da je pač Volkswagen naredil, da je pa sam mal značko dal na Fordovega Transita. Ni čisto, ne. Tle pri Volkswagenu so kar dosti stvari spremenili oziroma naredili po svoje. Je pa tako, ne, v končni fazi lahko rečemo, da sta in Ford Transit in Volkswagen Transporter 2 najbolj prodajana kombija v Evropi. In zdaj, če združiš nekako, ali pa če greš v Španovijo z enim, ki je pač skoraj tako dober kot ti, jaz mislim, da to ni nič slabega. Zakaj se to dogaja in zakaj se je to zgodilo? Predvsem zato, ker samostojne znamke na dolgi rok ne bodo več preživele. In jaz mislim, da neko tako sodelovanje z določenimi elementi združevanja na dolgi rok je to edino pravilno. In jaz to podpiram, je pa res, da ljudje pač težko prenesejo to. En bo pač rekel, se voziš Forda, zdaj če to nekoga boli, ok, ampak jaz mislim, da
Ne vidim nič slabega v tem. Tudi jaz ne. Še ena zadeva je, da ste rekli, da nismo nič o prostoru povedali. Pač tle sploh ni izgubljati besed, sploh tovorne različice imaš na voljo. Vse bolj je pomembno to, da vse pogonske različice, vključno z električno različico, pa plug-in različico, ponujajo več kotovno nosilnosti. To je ena zadeva. Se pravi, tudi v električnega transporterja bo mogoče naložiti 1038 kg, pa seveda velika vlečna moč, dizel 2,8 tone, pa priključni hibrid 2,3 tone. Tako da, to je to. Zdaj pa, Ciril, povej naprej, kaj se lotimo. Ja, škaj, prej smo se že neki, kva smo se dotaknili? Testov? Ja, pa sem hotel na Land Cruiserja skočiti, pa bom kar zdaj. Ja, Land Cruiserja smo vozili, sicer to ni bila nikakršna neznanka za nas, ker smo ga vozili na Danskem, ker smo ga mi v Maroku vozila. Razen to, da tako kot vsi sodobni avti, tukaj pa še malo bolj tečno bilo tisto piskanje. Se mi zdi, da veš, veliko ljudi te pa vpraša, ko peleš en test na avto, ti kva pa zdaj ti to misliš, to tret. In stari, čisto vsakeč sem rekel in to sem iskreno mislil, pa to ne govorim zato, ker jaz privat vozim Toyoto, ampak pizda stari, meni se Land Cruiser zdaj zdi en izmed top 5 avtov. Nam rekel sploh, ampak tako v tem trenutku ne najdem ali pa redko najdem avto, ki bi znotraj svojega segmenta bil res tako, mogoče niti ne dovršen, ampak tako kompletno sestavljen in narejen za, ne vem, na nek način je ozko usmerjen, na nek način pa bi lahko zlahka z njim vsak dan živo. No. Čeprav bi mi bilo hudo, ker jaz res, moje življenje je tako, da je pač večina tukaj asfalta, ne, ampak krasen avto je, dobro se pele, jaz sem tudi neke zanimive vsebine naredil, tudi čez en potok sem ga zapeljal, preden se kdo razjezi, čez ta potok dejansko pelje cesta, se mi zdi, da sem bil tukaj na varni strani. Ampak Land Cruiser je pač avto, pri katerem čutiš in slutiš vrsti razvoj in vse to, o čemer smo mi dva tudi vedno na teh predstavitvah govorila. No. Zdaj pa preden Juretu, po mojem, sploh ne bomo dali besede z Land Cruiserjem. Ne, kaj itak je že dosti povedal. Si v tem avtu spal, jedel, živel, ja. Vse si povedal, zapisal si vse. Land Cruiser je Gregorčič po horoskopu. Ja, tako da... Jure, ti si to dobro obdelal, kdor spremlja tebe, ve v tem avtu že čisto vse. Tako da jaz se delno strinjam z vama. Jaz bom kot protiutež povedal to, da meni se avto zdi absolutno velik preskok v primerjavi s prejšnjim. Se strinjam z vsem, kar vidva hvalita, kar vidva povesta. Je pa tako, da moraš biti človek za ta avto. Res je. In zdaj uvrščati ta avto med najboljše pa top 5 avtomobilov. Ne, hočem reči sem to, da če si vsaj mal avanturista, je to verjetno res top avto, je pa tako, da če pa bi se mogel vsak dan s tem avtom voziti, recimo v službo pa nazaj, bi mi bilo pa res škoda tega avta. Ja, točno tako. Ne. Zato ga jaz recimo ne bi imel. Ja. Pa to ne pomeni, da je slab, ampak a veš, kaj hočem reči? Ja. Pa še nekaj se moramo dotakniti. Na hitro ustajam. Kar poje. Ti si že omenil piskanje, pa še kdo drug je tudi že omenil to piskanje, ampak tukaj moramo pa tudi nekaj vedeti. Ne? Japonska kultura je precej drugačna, kakor je kultura v Evropi. In če Japoncu rečeš, da je nekaj obvezno, se bo pač tega držal. In na Japonskem, ker se držijo pravil, tudi rešujejo življenje. Zakaj to zdaj govorim? Ne? Spomnite se nesreče, ki se je zgodila na tokijskem letališču, ko je potniški avion trčil z vojaškim transporterjem. Tam so se večina potnikov iz potniškega aviona rešila zgolj zaradi tega, ker upoštevajo pravila. In je evakuacija tekla BP in je bilo vse ok. In ko govorimo o tem piskanju, ne? Če se je Evropa odločila, da hoče imeti in Japoncem rekla, v Evropi je obvezno opozorilo za prekoračitev hitrosti, japonski inženir pač ne bo naredil tega tako, da je možno povoziti, zato ker se enemu zdi cool, pa ne. Jaz sam tu rečem, da moramo vse, kar se v avtomobilu dogaja, v kontekst postaviti. Absolutno, to Ben nima nič proti tem, da so to oni dali noter, ker to po zakonu in mora biti noter. Ampak jaz bom rekel tako,
jaz se tle delno sicer strinjam s tabo, da Japonci naredijo to malo drugače, pa da upoštevajo te zakone in vse to, ne. Ampak 11 korakov rabiš, da to piskanje izklopiš. In ni tle samo Toyota ta, ki upošteva ta pravila. Sej vse znamke upoštevajo. Pri vseh avtomobilih v končni fazi piska, zdaj, ko greš čez omejitev hitrosti. Ampak kakšen smisel, pa ne bomo o tem, ker ne bomo odkrili tople vode, kakšen smisel ima, da se vgrajujejo sistemi noter, ki jih potem besno hočemo izklopiti. In bom rekel tako, super, Japonci upoštevajo, ampak ne upoštevajo tudi na koncu končnega kupca, ki je kupec tazga avtomobila in ki zdaj to vse faše zaradi nekega uradnika, pa mogoče mu lahko vsem omogočajo, da na mal lažji način izklop tisto, kar pač ne bom rekel, da ga uvera. Mote, obživce te spravi piskanje, pa ne mislim samo Toyoti, v vseh avtomobilih, ker v kakšnih drugih še veliko bolj piska. Nesmisel je, da daš noter nekaj, kar te obživce spravlja, zato da potem besno to izklopiš, da si pomirjen in da se končno lahko voziš. Ja, sem še enkrat. To je kritika tistega uradnika, ki si rekel, ne inženirja. Saj sem povedal, ja. Saj sem povedal. Veš, in jaz sam tu hočem reči, da če smo določili, da mora biti to obvezno, ne, a veš, točno to, kar si rekel. Zakaj sprejemamo take bom rekel, stvari, ki očitno vse voznike v Evropi iritirajo, pol se pa jezimo na avtomobilske proizvajalce, ki bi pa to mogli narediti povsem izklopljivo. Ne? Stvar je, da se zažene aktivno državljanstvo, tako kot se temu reče, in da se pošle pismo v Bruslju. To je to, konc. Ni tu japonski inženir kriv. Jaz moram reči, da je to en zelo velik dejavnik, ki bi ga jaz upošteval pri nakupu novega avtomobila. Jaz mislim, da mene osebno, pač bom rekel tako, da mogoče sem dinamičen voznik, pa sem velikrat na robu tega piskanja in mene to moti. Moti me zato, ker sem jaz tisti, ki kup avto in sem jaz tisti, ki avto upravlja in se vozim z njim tako, kot jaz hočem, ne ka avto hoče ali pa en uradnik, ki mi je zapovedal, koliko sem mogel peljati. In meni je to zelo pomembno, kako se ta sistem izklop. Seveda mi pa ni všeč, da izklopaš vse sisteme, ker nekateri sistemi so v avtu vsem zato, da jih uporabljaš, da ti pomagajo pri vožnji. In moram reči, da so pa tle ene znamke se dobro najdle bližnjico do tega, kako izključaš zvok, ne pa sistema, kar se mi ne zdi tako sporno. In tle bi v bistvu pohvalil, da so pa, kar ne bi nikoli pričakoval, Nemci naredili en velik korak naprej. Tle lahko povemo, da je BMW ena znamka, ki je dolg že pred časom to zelo poenostavlja in se zelo enostavno lahko to izključi, in je zdaj sledil tudi Audi in se tudi z enim pritiskom na en gumb da izklopa ta zvok. Jaz hočem sam reči, da v bistvu novi avtomobili bombardirajo tudi za tehnologijo, ki je mogoče majčkeno prešla mejo zdravega razuma in je vožnja v novem avtomobilu lahko kar precej stresna. To je res. Danes mi grede me je od menega dobrega prijatelja mama klicala, ker kupuje je že rekel v letih. In je rekla, jaz bom najbrž zadnji avto kupila, ampak jaz sem zdaj bila na testni vožnji, pa je šla probati, mislim, da 3 ali 4 avtomobile in je rekla, da ona si želi kupiti nov avto in da je to bil njen največji stres, ker pač se mora soočati s stvarmi, sej nekaj je, da si ti kot voznik navajen starejšega avta, ki je bil čistih, pa tako, ne. Mi ne pravimo, da ni ok, da avti morajo opozarjati, se strinjam, samo ene stvari so lahko drugače speljane, ampak hočem reči, da je to starejša oseba, ki si kupuje nov avto in je prišla do mene in ko sem jaz povedal, da z zakonom so neke stvari določene in da v vsakičnem zagonu avtomobila se to mora seveda zresetirati in je bila tako nam rekel obupan, ampak je rekla, dobro, bom še enkrat pogledala, kateri mi najbolj ustreza, ali se bom pa usmerila v nakup rabljenega avtomobila, ker ji to predstavlja tak stres. Ne? Ampak upoštevajoč vse to, tudi ti, Jure, imaš prav, gre tudi za razliko v kulturi, gre za to, da eni naredijo boljše, eni slabše, eni naredijo bolj priročno, eni manj priročno, vsi morajo pa temu slediti, ker temu tako pravi zakon in konc. Kar se testnih avtov tiče, sem ga že prej pohvalil, hotel sem še omeniti Audi Q6. Stari, jaz sem se peljal,
Spela avtocesta, Maribor, nazaj, posod se vozil, skozi se vozil. Dal sem zelo prazno baterijo, ne? Ja, no pa tudi polnil mi ga z 200 kW, pa tako hitro se je na filu, dejansko je to pač te obljubo nekako izpolnil, bi šel lahko še hitrejši, ampak pelje se krasno, porabi zelo malo in ne pomnim, ali pa že nekaj časa nisem pelil pač električnega avta, nad katerim bi bil rekel, zdaj navdušen, ampak fajn sem se v njem počutil. Pa ne zaradi razkošja, pa to, ampak kompletno in ekonomika tukaj je pustno ceno. Ne, ampak. Ampak cena, pravzaprav, če rečemo, pustimo ceno. Ne? Ta avto je v osnovi so napovedali, da bo ta avto 70-80 tisoč evrov. Ta avto se zdaj trenutno v Sloveniji dobi za, mislim, da 63 tisoč evrov, plus mislim, da so ga zdaj še dodatno znižali. Tako da osnovna cena tega avtomobila je res, bomo rekli, zelo ugodna, sploh pa precej nižja, kot so na začetku napovedovali, tudi ko smo bili na mednarodni predstavitvi. In jaz na mednarodni predstavitvi sem se že pelil. Ti si bil? Midva so bila. Na Q6 e-tron. Ja. A ni bil Saša? Ne, Saško tam si bil. Ne, midva so bila. Okay. Midva so bila... No, ampak hočem reči, da že takrat... Vidva sta bila na prvi predstavitvi, prost sebe. Ja. Ampak smo se že takrat vozili. Ja, in je... točno, takrat je. Ampak jaz sem pol šel še v Bilbao, Španijo, po nekih zavitih cestah se peljati in sem se res s tem avtom hitro pelil in moram reči, da ta avto nadaljuje zgodbo Audija Q8, ki sicer električno ni bil tako učinkovit, oziroma baterijsko velike porabu, pogon je bil... E-trona, mislim. Ja, e-trona, pogon je bil požrešen, da tako rečem. Ta je pa učinkovit, ne bom rekel, da je varčen, velik preskok v primerjavi s predhodnikom, pele se pa ful dober in že un avto prej se je pelil za električen avto zelo v redu, ta Q6 e-tron se mi zdi pa, da se res dober pele in da težko v bistvu ugotoviš, da se sploh peleš v električnem avtu. Stariš, ko hitrost skriva. Ja. Ne. No, se ne na zadnje je v žlahti s Porschem, ne? To je pa res in jaz mislim, da v naslednjem podcastu bomo že lahko govorili o tem bratstva, ne? Na koncu smo prišli, zdaj pa apropo električnega voza, sam še to, en izmed podjetij, s katerim sodelujemo, pa ki jih kakšna položnica zanima, je tudi Avant2Go. Torej, jaz mislim, da brand je zelo prepoznaven, mi atmosferci Avant2Go uporabljamo, kadar se treba premakniti. Kaj me tako gledaš ti? Avant2Go. Ja, ne gledam. Kaj si rekel? Avant2Go. Avant2Go, pardon. Okay. Pa Jure, kako ti narobe rečeš našemu napajališču, kamor hodimo? Lunch the ranch. Ja, lunch at the ranch. Ranch at the lunch. Vse je, sam prav ne. Tam lepo, jaz sem že na par storjev povedal, tam fantje kuhajo, tam fantje res kuhajo srcem in doma je žlica, ki se reče tam božja žlica. No. Pejte, sploh ob četrtkih imamo. V četrtkih so čorbice. To je tista taka ta prava krčma. Jaz bom rekel krčma, zato ko mi je to najbolj bliže. Ko je stopiš not, pa je kelner vedno nasmejan, šef pride roko stisniti. Ja, s takimi gostilnami sem jaz gor zrastel. Ne? No, jo. Folk. To je bil atmosferski podcast, če imate kaj zapovedati. To je že tako, kot je mopečev. To je bil zdaj mopečev in je povedal, kar je imel. Folk, lepo se imejte. Oglasite se v komentarjih. In to je to. Ti moraš iti, pa ne še v Indijo. Ne v Indijo, grem pa na zadnji sestanek pred Indijo, tako da se zmenimo zadnje informacije. Ne, vse kul. In pol očibam, tako da lepo čuvite brlog. Pa so pa sama, Jurček. Daj povej, za koliko denarja si v hotel rezerviral v Indiji? Vse ni bil neki prestižen hotel, samo 4 zvezdice na letališču, 3 sobe z zajtrkom za 32 evrov. No, veš. Grem sprobati, kam dobil, se pravi za 11 pa še neki evrov po osebi. Bom povedal, kako bo to. A naporno, ko jo zagledaš tako, da jo dobim na telefon, ASAP. A naporno. Prosim? Adijo, lepo se imejte. Adijo, hej. Čau. Se bomo slikali še? Ja, dajmo, ker se nikoli ne slikamo, stari, prosim.